Dobrih 10 mesecev Marjane Grčman ni bilo videti po televizijskih hodnikih. Tako je odločilo rojstvo sina. Zdaj nas bo, kot se spodobi za prvo damo turističnih oddaj nacionalne televizije, odpeljala na teren. Bar je mi všeč, ker imaš v bistvu samo streljaje od zadnjih mestnih ulic, imaš tempelj zelenega, imaš une neskončne ravnice, ki v te prebudijo pesnika in imaš na robu glavnega mesta čudovito naravo. Ptice, čudovit amfiteater za snemati. Všeč mi je tak soba za pobeg iz glavnega mesta. Dan našega snemanja je njen prvi delovni dan in postanek na barju ob Plečnikovi cerkvi bi bil lahko dober trening za vrnitev pred kamere. Ta pozicija bo okej za kamero? Super, začnimo. Do novega leta bom pač delovala kot urednica, poskušala bom sestaviti novo ekipo, novo grafično podobo, nove vsebine, neke nove zgodbe, s katerimi bi štartali po novem letu. Kot voditeljica se vračam pred kamere po novem letu. Še vedno bomo zasledovali vse tiste smernice, za katerimi stremi naša krovna turistična organizacija, se pravi zasledovanje zelenega, trajnostnega. Več bo poudarek na bolj sistematičnem analiziranju dobrih zgodb. Zaradi zgodb postajamo turisti, zgodbe nas odpeljejo na pot in konec koncev nam vsako destinacijo proda najboljši pripovedovalec zgodb. Takole pripoveduje Marjana Grčman. Zasledovati sledove Plečnika mi je naravnost čudovito. In ta Plečnikova stvaritev mi je ena najbolj fantastičnih njegovih. Sploh ta cerkev, ena najlepših, najbolj inovativnejših, poleg tiste na Javorci. Zaznamovali sta jo rubrika Človeški faktor v oddaji TLP, kjer je predstavljala ljudi posebne sorte. In seveda oddaja Najlepše, h kateri se spet vrača. Dober novinar mora znati biti čuteč in znati poiskati prave ljudi. Meni se zdi, da mi mentalno trenutke uspeva, sploh v teh zgodbah malih pozabljenih vasi, pozabljenih od ljudi, pa tudi od medijev. To mi je strašen užitek brskati po teh pozabljenih usodah. Najlepše, kar se tiče novinarskega dela, je, ko greš v neko vas popolnoma nenapovedan in moraš imeti toliko šarma, da očaraš ljudi, ki si niti ne želijo nastopati pred kamero, do tega vidika, da ti odprejo svoje življenje, da ti pokažejo svoje solze in svoje najgloblje čustva, ki jih mogoče niso govorili niti svojim najbližjim. 14 let izkušenj obrodi sadove. Ljudje ji zaupajo, znanje in strast do dela sta njena glavna aduta. A porodniški dopust je izkoristila za odmik od televizičnega. Med celotnim porodniškim dopustom nisem sploh gledala televizije. Veliko sem brala, gledala sem sicer filme, ampak same televizije pa nisem spremljala. Jaz sem tako zelo intenzivno vpeta v samo televizijsko delo, bila ves čas, tako da mi je bilo to v bistvu en dopustno.